Pozdravljeni, dragi otroci! Ponovno dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Le kdo ne pozna prikupne majhne sove z velikimi očmi, ki je želela biti nekaj posebnega in se je kar čez dan odpravila na potep. A na svojem preletu je srečala prijazno račko ter tudi lačno lisico. Le kako se je zgodba razpletla? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Sovica Oka, ki jo je napisala slovenska pisateljica Svetlana Makarovič. To je bila taka sovica, ki je imela velike, velike oči. Drugače pa je bila čisto majčkena, ker je bila še mladiček. Imela je še 3 sestrice, ampak nobena ni imela tako velikih oči. Zato je samo ona dobila ime Oka. In kadar je Oka postala radovedna, in to se je zgodilo najmanj 33krat vsako noč, ko je letala okrog po gozdu, kadar je torej postala radovedna, so njene oči postale še večje in so bile tako ogromne in živahne, da tega skoraj ni mogoče opisati. Vsak večer je oče Sovir zaskovikal: "Alo, sovice, vstanite, gremo na lov." "Gremo na lov, gremo na lov, krila razprimo, poletimo." So se razveselile sovice in odprhutale v noč. Kajti sove letijo po noči in zato je zanje večer to, kar je za druge živali jutro. In zato zajtrkujejo zvečer, ko si nalovijo zadosti hrane. Ampak sovica Oka je imela svoje muhe. Nekega večera se je ni ljubila vstati. Odprla je eno oko, poškilila čez rob gnezda, na široko zazehala in spet zaspala. "Kaj se pa to pravi? Poglej, očka, Oka pa kar spi," so zavreščale njene sestrice. "Oka, pohiti, gremo na lov," je zarohnel oče Sovir. Oka pa je kar nekaj zagodrnjala sama pri sebi in spala naprej. "Prav, še žal ti bo," je rekel Sovir in odletel v gozd, sovice pa tudi. Pa Oka? Oka je kar spala in spala. Njene sestre so si nalovile hrane za zajtrk, se najedle, potlej pa so v mesečini letale med drevesi in se igrale razne sovje igre, metale v spečo oko češarke, ona pa je kar spala in spala. Zjutraj so utrujene sovice in njihov oče prileteli v domače gnezdo in zaspali. Takrat pa se je mala Oka prebudila, odprla je oči in zamežikala proti nebu. In je bila naenkrat čisto budna. Hitro se je danilo. Sonce se je že zalesketalo na rosnem listju. Oka je bila vsa iz sebe od začudenja, saj še nikoli poprej ni videla belega dne, sonca pa še manj. Potlej pa je rekla: "Kaj takega? Nikoli si ne bi mislila, da je dan tako lep. Dosti bolj mi je všeč dan kakor noč. Zakaj pa ne bi kar zmeraj po noči spala, podnevi pa letala okrog? Res, zakaj pa ne? Kaj pa koga briga? Jaz sem sovica Oka in počnem to, kar se mi zdi." Seveda njene oči niso bile vajene močne svetlobe, zato si je boš naredila sončna očala iz 2 bukovih listov in si jih nataknila na kljun. Poletela je iz gnezda. Letala je po gozdu in se čudila in se smejala in se spet smejala in se spet čudila. Na jasi je zagledala mladega zajčka, ki se je tako prestrašil, da je kar vznak padel in zavreščal: "Mamica, mamica, joj, sova me bo, sova sredi belega dneva." "Kaj pa vreščiš?" je bila užaljena Oka. "Ali ne vidiš, da sem tudi jaz mladič? Raj se igraj z mano, hočeš?" Ne znam se igrati s sovami.
Še nikoli se nisem igral z nobeno sovo. Mamica, sova me bo. Solice pojdi, mu je zabrusila Oka. Kar pojdi lepo domov k mamici, pa naj te uči kvačkati, vse za kaj drugega tako ali tako nisi. Kakšen strahopetec si, sram te naj bo. Zajček se je potuhnil pod grm in se sploh ni več hotel pogovarjati. Oka pa je slabe volje odletela med bukovje. Nenadoma pa se je zazdelo, da sliši oddaljeno grmenje. Pa da ne bo ni vihta, jo je zaskrbelo. Ampak nebo je bilo jasno, niti oblačka ni bilo na njem, pa se je spet zaslišalo. Le kaj bi to bilo? Se je spraševala Oka. Jaz pa vem, kaj je bilo in vam lahko tudi povem. Čisto blizu, za grmom, je sedela velika lisica, lačna lisica. In tej lisici je tako močno krulilo po praznem želodcu, da se je slišalo kot grmenje. Tedaj je lisica zagledala sovico in oči so se ji zeleno zalesketale. In iz gobca so se ji ulile sline, tako da je komaj spregovorila. Kako lepa sovica, pravi biser lepote. Kaj pa počneš tam gori na veji, ti prekrasna živalca? Nič ne počenjam, kar tukaj sem, je zmedeno odgovorila Oka. Ali si ti meni rekla, da sem biser lepote? Biser lepote, seveda, to si ti, kdo pa drug? Se je slinila lisica. Če bi lahko prišla še majčkeno bliže, pa bi te bolje videla, bi bila zame to največja sreča. Pa nič za to, kar tam vodi. Čeprav sem nekoliko kratkovidna, mi je vendarle jasno, da si najlepša sova, kar sem jih kdaj videla. Oka je nagnila glavico in rekla: pa se ti ne zdi, da sem čisto navadna majhna sova? Že mogoče, da imam izredno velike oči. Neverjetno velike, je rekla lisica. In mogoče se mi perje res za spoznanje malo bolj sveti kot drugim sovam. Za spoznanje? Lesketa se, da jemlje vid, je zavpila lisica. Ali res? Eno mogoče. In mogoče je moj kljunček res nenavadno majčken in lepše zaokrivljen, ampak to gotovo ni nič posebnega. Lisica se je vrgla na hrbet in se valjala sem in tja. Kaj pa govoriš? Da to ni nič posebnega. Tvoj kljunček je kratko malo prečudovit. In kako lepo se smehljaš in kako lep glas imaš. Res škoda, da nočeš priti malce bliže k meni. Pa kaj, saj vem, da si plašna živalca in nikoli ne bi zbrala toliko poguma, da bi se mi približala. To je Oko vznejevoljilo. Kdo pa pravi, da sem plašna? In kdo pravi, da nimam poguma? Upam si priti bliže, čisto blizu tebe si upam, da veš. Lisica je sedla in zmajevala z glavo. No, otrok, saj veš, da se le malo postavljaš. To ni lepo. Nič se ne postavljam, se je razjezila Oka. Kar poglej me. Zaprhotala je z veje. Tedaj pa je lisici spet z vso silo zakrulilo po želodcu. Oka se je prestrašila in se vrnila na vejo. Tako se sliši, kot da bi komu krulilo po želodcu, je rekla. Se ti zdi? Meni se zdi, da grmi. K dežju se pripravlja, je zazehala lisica in se zvito zagledala v daljavo. No, jaz zdaj grem, je še dodala. Kam pa greš? Je zanimalo Oko. Nekam, kjer je neverjetno lepo, je rekla lisica. Saj bi te povabila s seboj tja, pa kaj, ko vem, kako se majhne sovice bojite tako velikih živali, kakršna sem jaz. In lisica se je delala, kot da misli oditi. In Oka, radovedna kot je bila, je sfrlela z veje naravnost lisici v gobec. In že se je lisica držala med zobmi njen pernati repek in je renčala in skakala in hotela Oko zgrabiti še s kremplji. In na vso srečo so se ji tako na debelo pocedile sline iz gobca, da so ji strašni zobje zdrsnili na mokrem Okinem perju in se je sovica izmuzila in čisto nora od strahu sfrfotala na bližnje drevo. Kako je bila lisica jezna.
O, kako se je tolkla s tacami po glavi, kako je renčala in preklinjala in psovala. In zdaj je bilo Oki končno jasno, da z lisicami ni dobro imeti opravka. Še zmeraj je bila na pol trda od strahu, ko je le zbrala toliko moči, da je odletela stran od tod, čim dlje v stran. Ob gozdni stezici pa je ležal majhen ribnik. Po njem je čofotala divja račka, plavala je sem in tja, veselo je gagala in si prepevala, se malo potopila, pa spet dvignila glavico in se otresla. Oka je sedla na grm ob ribniku, še vsa zasopla in objokana. Šele sedaj se je spomnila, da je njeno perje vso zlepljeno in omazano od lisičje sline. Pomislila je, da bi se tudi ona lahko malce okopala in osvežila v ribniku. Ampak kako le? Hej, račka, nekaj mi povej, je zaklicala. Račka je začudeno pogledala Oko. Ga, ti si vendar sova, je rekla. Ti bi morala zdaj spati, ne pa letati naokoli. Kakšen red pa je to? Gaga? Kaj pa te briga? Se je ujezila Oka. Jaz sem sovica Oka in počnem, kar se mi zdi. Nihče mi nič ne more, da veš, še lisici sem ušla. Lisici? Tega ti pa ne verjamem, je zagagala račka. Mislim, da se samo važiš in se postavljaš in si nekaj izmišljuješ. Gaga. Ni res, jaz sem sovica Oka in zmorem vse in znam vse in vse si upam in tako, da vse znaš, da si vse upaš, ga, ta je pa bosa. Če res vse znaš in si vse upaš, pa pridi k meni v ribnik in malo zaplavaj, kot znam jaz. Gaga? Sej to sem že ves čas nameravala, je rekla Oka. Samo najprej mi moraš povedati, ali je plavati lahko ali težko. Gaga, čisto lahko je rekla račka. Kratko malo greš v vodo in plavaš, to je vse. Gaga? Sovica je skakala po bregu sem in tja in se ni mogla odločiti. Ko je gledala račko, se je zdelo plavanje čisto enostavno. Ko pa je hotela sama v vodo, se je zazdelo spet težko. Nazadnje pa se je odločila, ker se je ogabna lisičja slina zlepila na perju in je bila že vsa živčna zaradi tega. Hop! In se je vrgla v vodo. In v trenutku je spoznala, da plavati še malo ni enostavno, vsaj za sove ne. Na lepem je bila pod vodo in se je obupno borila za zrak. Potlej pa je njeno premočeno perje postalo težje in začela se utapljati. Račka je videla, kaj se dogaja in se je zelo prestrašila. Brž se je pognala k sovici in je v zadnjem hipu potegnila na suho. Sovica se je otresla, rekla pa ni nič, ker je bilo sram. Trgetala je, dokler se ji ni perje posušilo, potlej pa je kar v tla gledala in molčala. Nazadnje pa je račka rekla: Ga, si kaj jezna, ker sem te izzivala? Saj si me tudi rešila, je zagodrnjala Oka. No, zdaj pa adijo. Ko se je sovica Oka vrnila domov, je že legel mrak. Oče Sovir je bil čisto iz sebe od skrbi za svoje oko. Sestrice pa si niso upale na glas skovikati. Vsi so mislili, da se je Oki moralo zgoditi nekaj strašnega. Mogoče jo je kakšna divja zver požrla, mogoče je utonila. In seveda so bili vsi zelo veseli, ko je prifrfotala v domače gnezdo. Pa tudi jezni. Kod si se potepala, smrklja? Jo je nahrulil oče Sovir in jo kavsnil po glavici, ampak seveda ne premočno. In potlej je morala Oka pripovedovati in pripovedovati, kaj vse je doživela v enem samem dnevu. In najbrž še zdaj pripoveduje. Ampak ker pripoveduje stvari, ki jih mi zdaj že vemo, naj se pravljica tukaj konča. Hej, pa sej še že večeri? Kako pa da ste še zmeraj po konci? Alo, spat, sej niste sove? Ja, še dobro, da se tej lesovici ni kaj pripetilo. Priznam,
da me je kar malce zaskrbelo, ko se je Oka tako na hitro znašla v lisičinem gobcu. Pa še utonila je skoraj. Boga reva. No, je pa res, da si je Oka pridobila številne nove izkušnje in sedaj bo zagotovo vedela, s kom ni dobro zobati češenj. Lahko pa tudi, da se je odločila, da bo raje letela naokrog kar po noči, tako kot to počnejo vse sove. No, skoraj vse. Otroci, vabljeni, da prisluhnete še pravljici Sovica Jokica, ki vas prav tako čaka v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Pozdravček prav vsem. Čau, čau. Ja, si bila pa res pogumna, veš? Ja. Bravo. Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Danes, kot vidite, bomo rezali in šivali. No, šivala bo deklica Bogdanka, pomagale pa ji bodo čudežne škarjice. Jaz pa bom tole pravljico Šivilja in škarjice najraje kar prebrala. Ste pripravljeni? Jaz tudi. Pa pojdimo. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici, ki je napisal slovenski pisatelj Dragutin Kete z naslovom Šivilja in škarjice. Živela je v starih časih na nekem gradu mlada in zelo prijazna deklica Bogdanka. Bila je šivilja in je služila grajski gospe. Nekega dne je ravno šivala v svoji tihi sobici, ki je imela okence na vrt. Sama je bila, zato je začel napadati dolgčas, da si je imela dela čez glavo. No, ko je tako ubadala in vlekla, merila in rezala, ji je prišlo v glavo polno čudnih misli in želja. Kaj, ko bi jaz imela take škarjice, da bi se jim samo reklo: škarjice hrustavke, po rumeni mizi bežite, jopico mi urežite. Pa bi me ubogale, če bi jim dejala: škarjice hrustavke, zdaj se pa ustavite, zdaj pa v kot se spravite. Pa bi se takoj ustavile, joj, to bi bilo tako lepo. Je dejala sama pri sebi, pa vendar tako, da je lahko slišal tudi kdo drug. Kakor je to izgovorila, je priletela na vejo pred okencem drobna ptička in zapela: oj, Bogdanka, kar si prosila, to si dobila. Ko je deklica to slišala, se je tako ustrašila, da se je zbodla v prstek. Medtem pa, ko si ga je obvezovala s platencem in belo nitjo, je čudna ptičica odletela. To je bilo Bogdanki žal, ko je ni več zagledala. Kako rada bi še enkrat čula tiste besede od drobne ptice. Toda ptičice ni bilo od nikoder več. Čakaj, si je mislila deklica. Hočem pa vendarle poskusiti, kaj je dejala ptičica. In hitro je zaščebetala: škarjice hrustavke, po rumeni mizi bežite, jopico mi urežite. In glej ga spačka. Škarjice hrustavke so se dvignile in jele rezati belo platno na mizi. Obračale so se hitro kakor kača in rezale tako natančno, da se deklica ni mogla prečuditi. In ko je bilo urezano vso platno na mizi, so skočile na skrinjico, da bi tudi tam pričele svoje delo. Toda deklica jim je brž zaklicala: škarjice hrustavke, zdaj se pa ustavite, zdaj pa v kot se spravite. In precej so bile pri miru in so ležale lepo v kotu in niti ganile se niso. To pa to, si je mislila Bogdanka, vsa srečna in vesela. Kaj ne bi bila? Zdaj ne bo treba polovico toliko delati kot poprej. Ona je samo šivala, rezale pa so škarjice same. Tudi grajska gospa je bila odslej dosti bolj zadovoljna z njo in kar načuditi se ni mogla, kako more Bogdanka obleko tako natančno in vendar tako hitro narediti. Pride torej nekega dne k njej in ji reče: kako to, ljuba moja Bogdanka,
da zdaj vse tako natančno urežeš in tako hitro se šiješ? Še saj prej si potrebovala več časa. Seveda sem ga, je odgovorila deklica nedolžna. Saj prej tudi nisem imela takih škaric. Kakšnih škaric? Je vpraša sedaj gospa. In Bogdanka ji vse pove po pravici, kako je prosila za take škarice, ki bi same rezale in kako jih je dobila. Na to hoče gospa videti škarice, kako režejo. Ko jih je pa enkrat videla, jih hoče dobiti na vsak način od deklice. In ker jih ne more ne zgrda, ne zlepa izprositi in Bogdanka nobenega denarja noče sprejeti zanje, te dajo gospa spodi z gradu, škarice pa ji vzame. Vsa žalostna in potrta je šla deklica z gradu in objokovala svojo nesrečo. Pot jo je peljala skozi temen gozd. In ko tako hodi med visokim drevjem, zasliši nad seboj znano petje. Ozre se kvišku in koga zagleda? Na drobni vejici nad deklico se je zibala tista ptičica, ki se ji je bila nekdaj na oknu prikazala, otresala z glavico in potem tiho zapela. Oj, Bogdanka, kar si izgubila, boš nazaj dobila. In kakor je to zapela, pa je že ni bilo več na drevesu. Deklica pa je šla nekoliko potolažena dalje po gozdu. Medtem pa je šla grajska gospa vsa vesela v svojo sobo, kjer je imela nakopičenih vse polno lepih oblek, pa tudi blaga zanje. Hitro vzame škarice in jih postavi na mizo ter vzklikne: Škarice, hrustavke, po rumeni mizi bežite, jopico mi zrežite. Škarice pa so jo takoj ubogale in začele rezati jopico. Ker je namreč gospa rekla zrežite namesto urežite, so škarice rezale blago in obleko na drobne kose. To se je gospa prestrašila. Hitro je začela misliti, kaj naj reče, da bi jih ustavila, toda zastonj. Ni se mogla tega domisliti. Škarice pa so le škrtale in rezale. Ojoj, je javkala gospa, kaj bo z mojo obleko? In hitela je k škaricam in jih poskušala iztrgati obleko, toda škarice se nikakor niso dale odtrgati in so le dalje škrtale in rezale. Gospa je kar besnela in jih lovila po mizi, toda škarice so se malo brigale za njen strah in njeno jezo. Škrt, so delale in zrezale skoraj vso obleko, kar je bilo v sobi. Ko pa ni bilo več obleke, so se spravile kar na dragoceni plašč, v katerega je bila ugrnjena gospa, in jele rezati tedaj še tega. Zdaj je bila šele gospa v strahu, kaj bo. Kakor brezumna je tekala po gradu in otresala hudobne škarice, toda te se še zmenile niso za otresanje in so kar dalje rezale, da so leteli drobni koščki od dragocenega plašča. Tu se spomni gospa v največji sili, da ve deklica za tiste besede, s katerimi se dajo škarice ustaviti. Hitro se tedaj spusti za njo v gozd, da bi jo čim prej dohitela in se rešila nesrečnih škaric. In ko je tako tekla več kot pol ure, zagleda slednjič ubogo deklico tiho in žalostno korakajočo po slabem gozdnem potu. Reši me, deklica, teh tvojih škaric, da mi ne porežejo še te obleke, ki jo imam na sebi, bogato te poplačam. Je jela vpiti za njo. Deklica se skoraj ni mogla zadržati smeha, ko je videla svojo nekdanjo gospo vso obupano in razcapano, vendar pa je hitro vzkliknila: Škarice, hrustavke, zdaj pa brž ustavite in v moj žep se spravite. In res, škarico so se takoj ustavile in v naslednjem trenutku jih je že imela presrečna deklica v svojem žepu. Gospa je bila v hudi zadregi in se ni vedela, kam dati od sramote. Vendar pa se je hotela pokazati hvaležno in je ponujala deklici mošnjo cekinov in jo vabila, naj se zopet vrne. Toda deklica ni hotela niti denarja, niti se ni hotela vrniti k lakomni gospe, ampak se je lepo napotila domov, na svoj dom, kjer si je šivanko in čudovitimi škaricami toliko zaslužila, da je bila kmalu najbolj premožna deklica v vsej okolici. Pa je ostala vedno ponižna, ter je storila ljudem veliko dobrega, saj je imela s čim. Ja, skromnost je lepa čednost.
Zelo mi je všeč, da je tale deklica Bogdanka, kljub vsemu bogastvu, ki si ga je pridno prislužila s svojimi rokami, ostala skromna deklica in prijazna do vseh. Ja. Tako, to je bila današnja pravljica. Če pa si želite slišati še kakšno pravljico, predlagam, da se naročite na YouTube kanal Moj knjižni kotiček in pobrskate med pravljicami, ki že čakajo na vas. Do prihodnjič pa en šivilski. Čau, čau! Lepo pozdravljeni, dragi otroci. Ponovno dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnja junakinja po imenu Jelka je z dežnikom poletela visoko v nebo nad znamenitosti našega glavnega mesta. Wow, to bi tudi sama lahko opazovala takšno dogajanje. To bi bilo res fino. Predlagam, da se čim bolj udobno namestimo in prisluhnemo slovenski pravljici z naslovom Moj dežnik je lahko balon, ki jo je napisala odlična slovenska pisateljica Ela Peroci. Ob potoku je široka trata, na trati pa je bil razpet majhen rumen dežnik in ta dežnik je bil Jelkin šotor. Jelka je skakala okoli šotora in se žogala z rdečo žogo. Žoga je bila čisto nova. In zanjo so se dedek, babica, mama, oče in teta zelo bali. Pazi na žogo, so rekli Jelki, ko jo je nesla na travo. La, 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 je Jelka pela, metala žogo visoko v zrak in jo lovila. Potem pa je vrgla žogo tako visoko, da je ni mogla uloviti. Žoga je padla v potok in potok jo je odnesel s seboj. Skozi okno v hiši so gledali dedek, babica, mama, oče in teta. Jelka, kje imaš žogo? So jo vprašali. Padla mi je v vodo, je odgovorila Jelka in sedla v svoj šotor. Dedek, babica, oče in teta so grozeče dvignili kazalec. Nisi nič pazila na žogo? Jelka je prijela svoj šotor za kljuko in si ga poveznila na glavo. Zaprla je oči, da ne bi videla hudih obrazov, ki so gledali iz hiše. Za zaprtimi očmi pa je bila videti čisto sama. Le svoj rumeni dežnik je krepko držala za kljuko. Moj dežnik je lahko balon, je šepetala. Dežnik se je napel in se še bolj ubočil. Dvigal se je in Jelka je trdno mižala. Dobro je slišala, kako so se spodaj začudili. Kam greš? Hiteli so na cesto in gledali, kako jo je napeti rumeni dežnik nesel med bele oblake. Kar tako brez vprašanja je šla, je rekel oče. Jelka je odprla oči šele nad mestom. Velike ljubljanske hiše so bile čisto majhne in med hišami je videla 4 oglata dvorišča. Na nekem dvorišču je bila visoka skladalnica drv, tako visoka, da jo je obsijalo sonce. In tam na vrhu je sedela mačka in se grela. Tu in tam med hišami in ulicami je bila zelena krpa trate. Sredi tratice je stal lesen konjiček in fantek je jezdil na njem v izmišljeno deželo. Po cestah so se vozile škatlice, to je bil najbrž tramvaj. Ob hišah so mrgolele črne pike, to so bili Ljubljančani. S streh so zaleteli beli golobi in se dvignili čisto k Jelki in jo obletavali. Klicala jih je: golobčki! Potem so se spet spustili na strehe, Jelka pa je plavala dalje. Obkrožila je ljubljanski grad in pomahala otrokom, ki so se tam lovili. Začudili so se, ko so jo zagledali takole plavati po zraku. Stopili so na klop in splezali na obzidje, da bi jo bolje videli. Stegovali so roke k njej in jo klicali, Jelka pa je obrnila svoj balon proti nebotičniku.
Tam so na terasi ljudje pili črno kavo. Vsi so se dvignili s stolov, ko so jo zagledali. Bili so navdušeni. Jelka z rumenim dežnikom na nebu. To je bila lepa slika. Tudi sonce je sijalo, da je bil pogled še lepši. Splavala je proti Tivoliju. Počasi se je spuščala k zemlji in pristala na cvetlični gredi. Toda to ni bil Tivoli in to niso bile rože. To je bila dežela klobučarija in na gredah so rasli klobuki. Kakšni čudoviti klobuki! Vsak je bil drugačen in rasli so na dolgih pecljih. Veter jih je pozibaval. Jelka je zaprla dežnik in si ogledovala to čudno deželo. Mislila je, da je sama, a kmalu je našla otroke. Vsi so bili iz iste ulice kot ona. Kako se jih je razveselila. Saj to so bili sami Miški, Čenče, Pike, Cenčki in Juriji. Doma se z Miškom ne sme igrati, ker se rad pretepa. S Čenčo se ne sme igrati, ker ima ošpice. S Piko se ne sme igrati, ker kašlja. Cenček in Jurij pa se s punčkami ne igrata. Ali boš ostala pri nas? So jo vprašali. Tako rada vas imam, je rekla Jelka in otroci so ji razkazovali klobučarijo. To so imenitni klobuki, je pripovedoval Miško. Lahko utrgaš katerega koli hočeš in kolikor hočeš, kakršnega si ga daš na glavo, takšen si. Poglej! Vsak je utrgal klobuk in se z njim pokril. Miško je bil pod rdečim klobukom kapitan potniške ladje Raca. Čenča z belim klobukom je bila baletka. Pika z modrim klobukom je bila gospodična, Cenček s pisanim klobukom je bil šofer in Jurij z zelenim je bil pilot. Drugi Miški, Čenče, Pike, Cenčki in Juriji so bili vsak nekaj drugega. Eden med njimi si je nadel tak klobuk, da je postal v tistem trenutku vse vid. Videl je skozi grmovje, čez hiše in skozi hiše videl je tudi ribe v vodi. Tedaj se je Jelka spomnila na svojo žogo. Prosim te, Vsevid, poišči mi žogo. Vsevid jo je takoj našel. Bila je v potoku na drugi strani klobučarije. Obtičala je v kamenju. Vsi so tekli za Vsevidom. Vsevid si je zavihal hlače, skočil v vodo in prinesel iz nje Jelkino žogo. Potem so se žogali in vsak je hotel zagnati žogo najvišje. In so se naveličali. Utrgaj si klobuk, so rekli Jelki. Ne potrebujem ga, ker imam dežnik. Le moji sorodniki bi morali imeti klobuke, je odgovorila in utrgala nekaj klobukov. Privezala jih je na dežnik in ga odprla. Dežnik se je napel in odnesel Jelko, žogo in klobuke domov. Vsi domači so stali še vedno na cesti in gledali v nebo, kdaj se bo Jelka vrnila. Bili so hudi. Oče je že vse razmislil, kako jo bo uštel, ker jim je dala toliko skrbi. Jelka se je spustila k njim na cesto. Kaj me tako gledate? Jih je pozdravila. Žoga je tu? Spravila jo je babici v žep. Mama je hotela prva nekaj reči, a Jelka jo je prehitela in ji dala najlepši klobuk. Ko si ga dala mamo na glavo, se je silno razveselila. Jej, najlepša mama v Ljubljani sem. Jelka je vse po vrsti obdarovala. Dedek se je s klobukom na glavi postavil v pozor in rekel: Vendar sem dočakal, da sem postal general. Babica si je odvezala ruto in se pokrila s klobukom. Malo sem se pomladila, je rekla, to dobro de. Oče se je premišljeno pokril s klobukom in premišljeno spregovoril. Čisto nepričakovano sem že letos diplomiral in postal profesor. Težko je povedati, kakšno veselje je doživela teta, ko si je dala klobuk na glavo. Skliknila je. Čisto zares. Postala sem filmska igralka in moja slika bo na prvi strani našega največjega časopisa. Jelki pa je ostal le še en klobuček.
Tega je dala majhni deklici, tako majhni, da je doslej niti opazili nismo. Tej deklici je ime Anka in je Jelkina edina in najljubša sestrica. Anka si je posadila klobuček na glavo in rekla: "Jaz sem zlata ribica." Tako so bili vsi obdarovani in čisto spremenjeni. Vprašali so Jelko: "Ali zase nimaš klobuka?" "Ne potrebujem ga. Imam dežnik in moj dežnik je lahko balon." Čudovita zgodba, ki se je odlično razpletla. Bravo, Jelka, za odlično idejo. Odlično bi bilo, če bi si lahko na glavo nadeli klobuk in postali to, kar si želimo, kaj ne? Ampak vse to lahko dosežemo tudi sami, saj imamo svoje ideje, voljo ter prijatelje in s srčnostjo nam lahko uspe doseči vse, kar si želimo. Otroci, prisluhnite še kakšni slovenski pravljici v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Pozdravček prav vsem in se kmalu spet vidimo. Čau, čau! Pozdravljeni, dragi otroci! Prijazno dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici bomo spoznali prijaznega medveda, ki je za svoj rojstni dan prejel čudovit dežnik. In kot nalašč je nekega popoldneva pričelo deževati. In kaj se je zgodilo? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Pod medvedovim dežnikom, ki je napisala izvrstna slovenska pisateljica Svetlana Makarovič. Medved je dobil za rojstni dan velik rdeč dežnik. Komaj je čakal, da bo začelo deževati. In res se je nekega sobotnega popoldneva ulil dež. Medved je ves vesel razprl dežnik in šel v gozd. Nasproti mu je prišla stara lisica. Tudi ona je imela dežnik. "Dober dan, gospa," je prijazno pozdravil medved, lisica pa ga je samo strogo pogledala in ni niti odstravila. Medved je skomignil in šel dalje. Pa je srečal srnico. Bila je čisto premočena in se je tresla od mraza. Gledala ga je z velikimi plašnimi očmi, rekla pa ni nič. Medved jo je nagovoril: "Stopi no pod moj dežnik, srnica. Kjer je prostora za enega, ga bo tudi za dva." Srnica ga je hvaležno pogledala in stopila k njemu. "Prosila sem že lisico, da bi me vzela pod svoj dežnik, pa me ni hotela niti slišati," je rekla srnica. "No, že dobro," je rekel medved, pa sta šla naprej. Srečala sta zajčka, čisto premočenega in premraženega. Pa je rekel medved: "Brž k nama pod dežnik, zajček, drugače se boš prehladil." Hvala, medved," je rekel zajček. "Prav rad. Veš, prosil sem že lisico, da bi me vzela pod dežnik, pa me je samo grdo pogledala." "Kjer je prostora za dva, ga bo tudi za tri," je rekel medved, pa so šli naprej. Srečali so veverico. Čisto je bila mokra in rep je imela ves zlepljen od dežja. Medved je zaklical: "Kar k nam pod dežnik, veverica. Kjer je prostora za tri, ga bo tudi za štiri." "Kako si ljubezniv, medved," je rekla veverica in se stisnila pod dežnik. "Čisto drugače kakor lisica." Šli so naprej. Pa je me nasproti pritekla miška in zacvilila: "Medved, medved, vzemi me pod dežnik, lisica me je napodila."
Seveda, Miška, je rekel medved. Kjer je prostora za 4, ga bo tudi za 5. Miška je smuknila pod medvedov dežnik in tako so bili vsi lepo na suhem. Bili so prav dobre volje in so peli vso pot. Medved pa je zraven prav debelo brundal. Dež je pojenjal, posijalo je sonce. Živali so se še enkrat zahvalile medvedu in se razšle. Medved je zaprl svoj rdeči dežnik in zadovoljen odklačal domov. Drugi dan je bila nedelja. Po gozdu je hodila lisica in zehala. Kako je dolg čas, je vzdihovala. Kako mi je dolg čas. Tedaj pa je zagledala srnico. Srnica, jo je poklicala lisica. Delaj mi družbo. Ne utegnem, jo je zavrnila srnica. K medvedu grem na obisk. In že je ni bilo več. Lisici se je povesil nos. Pa je pritekel zajček. Delaj mi družbo, ga je poklicala lisica. Ne utegnem, grem obiskat prijatelje medveda, je zaklical zajček in že ga ni bilo več. Lisici se je še bolj povesil nos. Takrat je priskakljala mimo veverica. Glejo, veverico, se je razveselila lisica. Delaj mi družbo. Kje pa utegnem, je hladno odgovorila veverica. Mudi se mi k medvedu. In že je ni bilo več. Lisici se je nos tako povesil, da je sploh ni bilo za spoznati. Pridrobrnela je Miška. Vsaj ti mi delaj družbo, jo je poprosila lisica. Miška pa se je začudila. Saj ste res vi, gospa lisica. Komaj sem vas prepoznala, ko imate tako dolg nos. Ampak zdaj nimam časa, veste. Moram na obisk prijatelju medvedu. In že je ni bilo več. Lisica je legla na tla, glavo je položila na tace in je ves popoldan pela žalostne pesmi. Ja. Dobro se z dobrim vrača, kot smo že velikokrat spoznali. In seveda so se živali raje družile s prijaznim medvedom, kot pa z voljno lisico. In tako je tudi pri ljudeh, kaj ne? Veliko raje se družimo s prijaznimi ter nasmejanimi ljudmi, kot pa z mrkimi. In tako je lisica ostala sama. Morda pa je le spoznala, da bo prihodnjič tudi sama bolj prijazna. Otroci, pokukajte v moj knjižni kotiček, namreč čaka vas že več kot 160 čudovitih pravljic, slovenskih in tujih pravljičarjev. Prijazen in nasmejan pozdravček prav vsem. Čau, čau! Ja, bravo, medved, za prijaznost. Ti lisička, pa upam, da si se zdaj naučila, da je bolje, da si prijazen. Ko zapoje zvonček uri, prebudi se maček muri. Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnja pravljica je pa zagotovo tista, ki jo vsi poznate. Le kdo ne bi poznal pravljice, ki jo je napisal slovenski pisatelj Kaj Tanković z naslovom Maček muri. Res je. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo tejle pravljici. Maček muri. Ko zapoje zvonček v uri, prebudi se maček muri. S taco si oči pomane, vzdigne rep in hitro vstane. Mačjo posteljo prezrači, mačjo suknjo pokrtači. In na zajtrk se odpravi v krčmo pri veseli kravi. Tam ga čaka stalna miza in točajka muca Liza, ki prinese lonček mleka in še mačji kruh od peka. Objedači poglobi se muri v mačje časopise. Vse prebere brez razlike, tudi vejice in pike.
potlej plača in čez cesto gre na sprehod mačje mesto. V mačjem mestu imajo same mačje stvari in predvsem nobenega psa. Če pa se že kakšen prikaže, mora imeti nagobčnik. In ker psi ne marajo nagobčnikov, ne hodijo v mačje mesto. Zato se po glavni ulici sprehajajo samo mački in mačke. Hodijo na mačji trg, kjer pri brkatem Marku kupujejo ribe iz mačjega morja. Sredi trga stoji mačja občina. Tam uraduje mačji župan, ki mu pravijo veliki maček. Kadar stopi na balkon, ga vsi malčki na trgu pozdravijo. Veliki maček jim zmeraj sporoči kakšno prijetno novico. Včasih jim reče: v nedeljo popoldne bo v mačjem parku velika tombola. Glavni dobitek je maček v žaklju. Ali pa pravi: danes ob 3 bodo v velikem drevoredu mišje motorne dirke. Občinstvo prosimo, naj ne poje tekmovalcev. In tako so dnevi v mačjem mestu zelo veseli in čisto po mačjem okusu. Maček Muri stanuje v Vrtni ulici, v stari hiši na robu veselega mesta. Zdaj ga ni doma, ker koraka po glavni ulici proti mačjemu trgu. Hotel je kupiti ribe, vendar si je premislil in bo raje kosil v gostilni pri Črnem mačku. Da mu ne bo dolg čas, je sklenil, da bo na kosilo povabil prijateljico Muco Maco. Ker stanuje Maca na drugem koncu mesta, ji mora Muri telefonirati. Muca Maca je zaspanka, prava mačja Parižanka. Spala bi, če bi se dalo, do večerje in še malo. V svoji mali mačji hiši nič ne vidi, nič ne sliši. Dokler telefonski zvonci je ne vržejo pokonci. Najprej kličejo veliki in učeni maček Miki. Vprašajo: kako je s tabo? Maca reče: hvala, slabo. Komaj odloži slušalko, oglasi se Muc Mijavko. Govori in sploh ne neha. Maca zraven glasno zeha. In že kliče krasni Pepe, ki frizira mačje repe. In za njim veliki Čombe, ki nastavlja pasje bombe. In za njim brkati Marko, ki prevaža ribjo barko. In še stari Rigoletto, ki prodaja mišjo dreto. Malo po 10. uri oglasi se maček Muri. Maca sprejme povabilo, z njim odšla bo na kosilo. Ker je imel do kosila še 2 uri časa, se je šel Muri sprehajati na glavno ulico. Hodil je malo po levi in malo po desni strani, ter tu in tam pogledal v kakšno izložbo. V slaščičarni mačji jeziki je videl 4 nadstropne torte. Ker pa ni spadal med sladkosnede muce, je šel kar naprej. V čevljarski delavnici pri obutem mačku so stali v izložbi najnovejši škornji. Hotel jih je pomeriti, vendar niso imeli njegove številke. V draguljarni mačkine solze je videl ogrlico iz pravih mačjih biserov. Bila je tako lepa in tako draga, da se je vsaka mačka pred izložbo razjokala. Ustavil se je pred knjigarno, kjer je bila razstavljena debela in pisana mačja kuharska knjiga. Napisal je lepi Žane, glavni kuhar v gostilni pri Črnem mačku. Muri se je ob misli na današnje kosilo kar vnaprej obliznil. Medtem sta policaja Mucel in Macel po drugi strani ceste peljala v zapor velikega Čombeja. Ko sta ga prijela, je imel pri sebi 4 pasje bombice in je hotel oropati banko. Muri je šel naprej in je skozi okno brivnice pri obritem Mucu zagledal župana, velikega mačka, ki mu je krasni Pepe pravkar česal brke in kodral rep. Potem je prišel do velike hiše, na kateri je bil napis Mačja šola. Pred vrati je stal hišnik Macafuzelj, v šoli pa so učenci peli mačjo preštevanko. 1 mačka, 4 miši. Gluha koza nič ne sliši. 4 mačke, 1 miš. Gluha koza, ti loviš. 1 mačka je vesela, 1 miš pa škodo dela. 1 koza pa ima sredi glave 2 roga. 1 mačke ni pri hiši, plešejo vesele miši. Koza sede na balkon in igra na bombardon.
Eni mački dajmo suknjo, eno miš zaprimo v luknjo, eno kozo dajmo spat v mlečno-beli kozji grad. Ena mačka vleče dreto, 4 so odšle po svetu. Zjutraj pride bela miš, gluha koza, ti loviš. Medtem pa se je Muca Maca napravila in se malo pred 12 z mačjim avtobusom odpeljala v mesto. Potnikov je bilo malo. Razen nje so se peljali še upokojeni mačji brivec Figaro, učenka glasbene šole Pika s harmoniko ter kuharica Mija in sobarica Maja, ki sta delali v mačjem hotelu v popoldanskem času. Seveda sta bila v avtobusu tudi mačji šofer in mačji sprevodnik. Ko so se peljali skozi veliki drevored, se je nad avtobusom nekaj zabliskalo in potem zaropotalo po strehi. Joj, je vsaj sebe rekla učenka Pika, to je bil gotovo leteči krožnik. Šofer je ustavil avtobus in stopil na cesto. Tako je videl, da na streho ni priletel leteči krožnik, ampak leteči maček Felix, ki je med plezanjem po drevju stopil na napačno vejo in padel na avtobus. Šofer je bil v spasi in je takoj poklical mačjo Milico. Mačka Felixa so zaradi oviranja prometa in nedovoljenega lova na ptiče odpeljali na miličniško postajo. Za kazen je moral plačati 5 mačjih dinarjev. Avtobus je medtem odpeljal naprej in se ustavil na mačjem trgu. Tam je Maco že čakal Muri in odšla sta v gostilno pri Črnem mačku. Sedla sta za mizo na senčnem vrtu in natakar jima je prinesel jedilnik. Na jedilnem listu zbrana je najboljša mačja hrana. Cmok iz ribanega kruha, mačji žganci, mačja šara, mačji golaž in obara. A za lačne mačje strice so na voljo krvavice. Glavni kuhar, maček Žane, praži jetra in možgane, peče ribe, kuha rake, fine zrezke in omake. Tu je mleko, tu je kava, tu je sir in zelenjava. Tu je mačji grah v rižoti, mačje torte in kompoti. In za sladkosnede sinke tudi mačje palačinke. Muri naroči za Maco cmoke in pečeno raco, zase pa kokošjo juho in govedino s prikuho. Pod zeleno senčno smreko pijeta ledeno mleko in od fine hrane sita, mačjim šalam se smejita in tako na vse strani hitro mačji čas beži. Po kosilu je šla Maca obiskat prijateljico Mico. Maček Jumbo, Micin mož, je bil na službenem potovanju v Tigraniji in tako sta Mica in Maca lahko nemoteno klepetali o mačjih prijateljicah, o mačji modi in mačjih otrocih. Mica je imela 2 otroka, Mikija in Miko. Miki je hodil v 3. razred, Mika pa v 1. Oba sta bila pridna učenca. Mica je bila nanju zelo ponosna. Ko je prišla Maca, sta ravno končala domače naloge in sta se šla igrat. Miki je delal prevale, Mika pa je lovila svoj rep. Potem sta igrala karte in nato sta se skrivala. Mika je zlezla v omaro in Miki je ni mogel najti. Bil je jezen, a ne preveč. Mica je rekla otrokoma, naj povesta teti Maci kakšno pesmico. Mika je bila takoj za to. Priklonila se je in rekla: Jaz sem mala muca Mika, ko bom zrastla, bom velika. Maca jo je pohvalila. Miki pa je rekel, da ne zna nobene pesmice. Po dolgem Micinem prigovarjanju pa se je le ene spomnil. Rekel je: Sosed Jaka pita polhe, mi imamo v hiši bolhe. Maca se je zasmejala, Mica pa je zavpila: Joj, kje pa si to pobral? Pri hišniku Macafuzlju, je zacvilila Mika. Tožljivka, je rekel Miki in ji pokazal jezik. Mir, je rekla Mica. Zdaj bosta hitro pojedla in potem še hitreje zaspala. Mucka sta ubogala. Popila sta mleko in zlezla v postelji. Mikina postelja je bila roza, Mikijeva pa modra. Mica in Maca sta jima zapeli mačjo uspavanko. Muce bele, muce črne, muce zlate in srebrne. Več ne smejo klepetati, morajo takoj zaspati. Zlato sonce gre za morje, bele sanje čez obzorje.
Sanje so velika skleda, pol iz mleka, pol iz meda. Ko jim sanje zadišijo, bele muce prsa spijo in za njimi tudi črne in še zlate in srebrne. Medtem ko je bila Maca pri Mici, je sedel Muri s prijateljem Mavom na mačjem štadionu. Danes je bila velika tekma. Igrala sta nogometna kluba Mačkon in Mucek. Mačkoni so bili iz sosednjega mesta, Mucki pa domačini. Zato so gledalci navijali za Mucke. Kričali so: "Živeli Mucki! Fuj Mačkoni!" Ampak Mačkoni so se kljub temu ves prvi polčas dobro držali. Šele v drugem polčasu so prejeli prvi gol. Gledalci so bili navdušeni nad domačimi igralci in so zapeli: "Mucki so se zapodili in so strašen gol zabili." Potem je bila gneča pred vrati Muckov in nekaj igralcev je obležalo na tleh. Sodnik Mačkovič je dosodil 11 metrovko. Navijači so žvižgali. Najbolj se je razkačil veliki Čombe. Malo je manjkalo, da ni skočil na igrišče. Zakričal je: "Sodnik je bik!" Čombe bi pravzaprav moral biti v zaporu, a policaja Mucel in Macel so si hotela ogledati tekmo in sta ga vzela s seboj. Vse je utihnilo. Srednji napadalec Mačkonov se je silovito zagnal in streljal, a vratar Muckov je žogo ujel. Ves stadion je hrumel od veselja, Mav pa je objel Murija in rekel, da ga bo povabil na veliko mleko. Zdaj so se Mucki še bolj zapodili in so zabili še 3 gole. In tako so zmagali s 4-0. Gledalci so mahali zastavicami. Domača godba je zaigrala nogometno koračnico in najbolj vneti navijači so peli: "Enka Mucek kar takole vam zabije 4 gole." Nekaj časa je pel tudi Mav, potem pa je postal žejen in z Murijem sta odšla na veliko mleko. In tako se Murijev dan v mačjem mestu počasi končuje. Njegovi prijatelji so se razšli na različne kraje. Maca gleda mačjo televizijo, hišnik Macafuzelj pripoveduje otrokom pravljice o levih, Mav je šel na nočni lov, policaja Mucel in Macel pa s Čombejem v zaporu igrata karte. In tako se vsi prijetno zabavajo. Muri koraka proti Vrtni ulici in premišljuje, kaj bo danes zapisal v mačjo knjigo. Muri je namreč pisatelj in župan mu je naložil, da mora popisati vse pomembne dogodke, ki se zgodijo v mačjem mestu. Tako je že leta, večer za večerom. Ko zaspijo stare hiše, Muri mačjo knjigo piše. S taco si podpira glavo, pije močno mačjo kavo. In šele ob polnoči zadnjo piko naredi. Pod srebrno rimsko cesto spi že celo mačje mesto. In ob tej zaspani uri posteljo gre tudi Muri. Še budilko si navije in čez glavo se pokrije. In potem do jutra spi, ko ga zvonček prebudi. Čudovita pravljica, kaj ne, otroci? Tudi sama se spomnim, ko sem bila tako majhna kot vi, sem velikokrat prisluhnila tejle pravljici, ki jo je napisal slovenski pisatelj Kaja Tanković. Torej Maček, Muri. Prav simpatičen je, kaj ne? Tako. Dragi otroci, če si želite slišati še kakšno pravljico, pokukajte v kanal Moj knjižni kotiček in ne pozabite se naročiti, da boste nenehno v stiku z novimi in novimi pravljicami. Lepo se imejte in en mači. Čau, čau! Lepo pozdravljeni, dragi otroci. Ponovno dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji slovenski pravljici z naslovom Veveriček posebne sorte bomo spoznali veverička Čopka, ki pa zaradi skrivljene in tanjše tačke ne more uživati lahkotnega veveričjega življenja. Ubožček, le kako se je zgodba razpletla. Udobno se namestite in prisluhnite pravljici z naslovom Veveriček posebne sorte, ki jo je napisala slovenska pisateljica Svetlana Makarovič.
Tih aprilski dežek je rosil na smrekovje veveričjega gaja, ko je v rano jutro zavreščala šoja. Novica, velika novica! Veverica Puhanka je postala mama, skodila je 5 mladičkov. Je ni novica v gozdu, veste, ki bi je šoja ne izvedela prva. In seveda je morala tudi tole pri priči razkričati naokrog. Zajčja družina je veselo zamrdala z gobčki. Kar 5 novih veveric, imenitno. Le brž naj zrastejo, da se bomo lahko skupaj lovili pa skrivali. Pa ne samo zajci. Tudi miške, ki so velike prijateljice veveric, so se silno razveselile in radovedno oprezovale pod košato smreko, kjer se je bila uredila Puhanka prijetno bivališče v topli duplini, visoko v krošnji. Puhanka, ki so se k njej pritiskali mladiči, še vsi goli in nebogljeni, je seveda slišala navdušene klice od zunaj. Zadovoljno je mežikala in si predstavljala, kako veselo bo, ko bodo tem njenim nerodnim kepicam zrasli puhasti kožuščki in košati repki. Ko se bodo njihove črne očke odprle in se radovedno razgledavale naokrog. In takrat, ko bodo dovolj krepki za prvi skok na bližnje drevo. In ko bodo znali z ostalimi zobki še mojstrsko glodati storž in ga spretno zalučati tako, da bo priletel ravno lisici na bučo. O, kako bo mama Puhanka ponosna! Tekli so pomladni dnevi, veveričke so rasle in se krepile. 3 veverički in 2 veverici so se prerivali in kobacali po duplini in potem je nekega sončnega jutra najkrepkejši veveriček pokukal na plan in se splazil na vejo. Nekaj časa je osuplo zijal okrog sebe, potlej pa je nenadoma začutil v drobnem telescu silno željo po gibanju. In sam ni vedel, kdaj in kako, pa se je že odgnal in v dolgem skoku pristal na veji bližnje bukve. Hej, juhu! Je zacvilil in se veselo zahihital. Si me videla, mama? Ste me videli vsi? Kako sem skočil! Mama Puhanka je bila spočetka nekoliko zaskrbljena, kot pač vse mame. Zmajevala je z glavo in rekla: previdno, otroci, previdno! Zraven pa je seveda kar razganjalo od ponosa, ko so se ujunačili še obe sestrici veverički in kar poleteli na bližnje drevo. Potlej se je odgnal še bratec, hop! To je bilo smeha in veselega vzklikanja. Ampak najmanjši veveriček je še kar čepel na veji pred domačo duplino in se nerodno prekladal sem in tja. No, Čopko, je zaklicala mama, kar skorajžo! Čopko je negotovo pogledal mamo, potlej pa navzdol, kjer so se na jasi, globoko spodaj čakali 4 zajčki in ga spodbujali, naj že tvega prvi skok. Ne vem, kako naj skočim, je negotovo zamrmral Čopko. Nobene moči ne čutim v tačkah. Daj no, ga je pokarala Puhanka. Menda mi ne boš naredil sramote pred vsem gozdom s to svojo strahopetnostjo. Čopko jo je prestrašeno pogledal in se poskušal pripraviti na skok. Pa ga je nekako čudno zaneslo in če se ne bi bil zadnji hip ujel s prednjo šapico za vejo, bi kar strmoglavil v globino. Mama je priskakljala k njemu. Ja, kaj pa se to pravi? Da hočeš biti nekaj posebnega? Ga je okregala. Ali se pretvarjaš ali kako? Čopku je šlo že malce na jok, zdaj pa se je kar razjezil na mamo. Če ti pa pravim, da ne morem, je zakotrnjal. Mama si ga je pogledala čisto od blizu in se ustrašila. Čopko, kaj je s tvojima tačicama? Tu nekaj ne bo prav. Ena tačka njenega najmlajšega veverička je bila nenavadno skrivljena in tanjša od drugih. Zares, ta veveriček je natančno čutil, da ne more skakati, pa če si je to še kako želel. Kaj pa zdaj? Njegova bratca in sestri so se že veselo podili po gozdu, kdo ve kot. Čopko pa je slabe volje ždel na veji in grdo gledal predse. In bolj, ko ga je mama Puhanka zaskrbljeno ogledovala, bolj se mu je kremžil smrček od slabe volje. Pa kaj ne bi bil mali veveriček kisle volje?
Kako je bil razočaran. Pa še mama Puhanka se je na lepem začela jokati, ko je postalo jasno, da njen Čopko ne bo nikoli tak kot druge veverice. Nehaj, mama, prosim te, je vzkliknil Čopko. Že tako sem zadosti potrd, zdaj pa še ti točiš solze. Puhanka se je zatekla k svoji teti, modri Repli. Replja je bila seveda že izvedela za Čopkovo nesrečo. Šoja je bila dovolj glasna, ves gozd je odmeval od njenega vreščanja. Ste slišali? Ste slišali? Najmanjši veveriček iz Puhankinega gnezda ne more skakati, ker mu je tačka čisto drugače zrasla. Le kaj bo s tem mladičkom? Stara Replja pa je najprej nahrulila šolo. Zase se brigaj, klepetulja! Potlej se je resno zagledala Puhanki v objokane oči in rekla. Dej no, Puhanka, kot da je skakanje in plezanje edino, kar imajo veverice početi na tem svetu. Pomiri se in daj času čas, pa boš videla. Ampak jaz imam Čopka najrajši, je zahlipala Puhanka. In ravno njemu se je moralo to zgoditi. Replja je zmajala z glavo. Razumem, da ga imaš najrajši, Puhanka. Je že tako, da so najmanjši mladiči ponavadi najbolj ljubki. Ampak nikar ne pretiravaj in nikar se ne cmiri. S tem mu prav nič ne pomagaš. Koliko je veveric, ki znajo izvrstno skakati in plezati, pa nič drugega. Zna biti, da bo imel Čopko dovolj časa, da se nauči česa boljšega. Najboljše je skakanje, je trmoglavila Puhanka. No, če tako misliš, pa nisi ravno ena najpametnejših. Se je zadrla Replja in ji pokazala hrbet. Puhanka se je vrnila na domačo smreko, ko pa je bila videla, kako Čopko nepremično ždi na veji kot kosmata kepica slabe volje, se je raje odpravila nabirat lanske storže, da se nekoliko zamoti. Čopko je nazadnje dvignil glavico in zamežikal v sonce, ki mu je prijetno grelo kožušček. Previdno in previdno se je plazil do konca veje in se razgledal naokrog. Opazil je pisano gosenico, ki je lezla po deblu, se nasmehnil mlademu kosu, ki je prhnil z druge veje in se spustil k njemu in veselo zažvižgal. Kdo pa te je naučil tako lepo žvižgati? Je vprašal Čopko. Nihče, je čivknil kos. Toliko časa sem poskušal, dokler mi ni uspelo. To je vse. To je vse? To je vse. Nekatere reči ti uspejo, druge pač ne. Ampak vsako je treba poskusiti, veš? No, jaz sem se naučil žvižgati. Kaj pa ti? Veš, jaz ne morem skakati in plezati. Zaradi tačke, veš? Ampak, če se ne bom naučil česa drugega, bom še umrl od dolgega časa. Kaj, če bi poskusil, na primer, peti? Glej, mogoče se ne bom nikoli naučil peti. Ampak, če ne bom poskusil, se pa čisto gotovo ne bom naučil. Veš kaj, kar poskusil bom. Čopko je odprl gobček in spustil iz sebe hripav cvileč glasek, tako da sta oba s kosom planila v smeh. Potlej je poskusil še enkrat in glasno zapel. In glej, njegov glasek je postajal vse bolj čist in prijeten. In Čopko je sklenil, da bo poskušal peti prav vsak dan. Tekli so dnevi in veveriček je poskušal to in ono. Naučil se je seštevati in odštevati lešnike v gnezdu. Naučil se je razločevati liste raznih dreves. Naučil se je opazovati življenje ptic, rož, drevja. Naučil se je napovedovati vreme po vetru, po obliki oblakov, po cvetovih gozdnega kukavičnika. In ko je minilo poletje, ki so ga druge veverice prebile v večnem prekopicavanju in divjanju po debli gor in dol in spet gor in dol, ko je minilo poletje, je veveriček Čopko postal najpametnejši in najbolj izkušen veveriček v vsem gozdu. In ne boste verjeli, ker je nenehno poskušal peti, se je nazadnje tudi naučil prelepo prepevati. Postal je silno priljubljen in vse veverice so hodile k njemu po nasvete, celo stara Replja, ki je bila čisto nora nanj. Mar ti nisem rekla? Je nekoč skoraj nadrla ponosno Puhanko, ki je z borovim storžem skrbno skrtačila Čopko kožušček, da se je svetil kakor svila. Le kdaj naj bi se bil naš Čopko navadil tako bistro razmišljati, če bi porabil v svoj čas za skakanje in divjanje kot druge veverice?
Čopko se je zamislil. Druge veverice so se zbrale okoli njega, utrujene od plezanja. Tedaj je Čopko dvignil glavo, se zazoril nekam v daljavo in tiho spregovoril. Začel je pripovedovati pravo pravcato veveričjo pravljico, ki se je kar sam izmislil. Vsi so napeto poslušali in uživali. Veveriček pa je pripovedoval prelepo zgodbo, ki se je začela takole. Tih aprilski dežek je rosil na smrekovje veveričjega gaja. Bravo, Čopek. Res je bil pogumen in vztrajen. Čeprav je bil zaradi skrivljene tačke zaznamovan in drugačen, a najpomembnejše je, da je prepoznal svojo drugačnost, ter se z njo sprijaznil in kar naenkrat so se mu odprle številne nove priložnosti in je živel res polno življenje. Ja, vsak izmed nas je nekaj posebnega, drugačnega in prav je tako. In to svojo posebnost moramo negovati in biti ponosni nanjo. Otroci, v mojem knjižnem kotičku vas čaka še mnogo prikupnih pravljic. Lepo kukajte. Uživajte in se kmalu spet vidimo. Pozdravljeni, dragi otroci! Zelo me veseli, da smo ponovno skupaj na kanalu Moj knjižni kotiček. Verjetno se sprašujete, zakaj imam danes s seboj tole prečudovito srajčko, ki sicer ni moja, ampak jaz mislim, da pripada enemu dečku. Vi morda veste, kateremu dečku bi pripadala tale bela, lepa srajčica. Če ne veste, potem pa boste izvedeli prav kmalu. Danes sem za vas pripravila slovensko pravljico, ki jo je napisal Fran Levstik. Naslov pravljice pa je Kdo je napravil Vidku srajčico? Pa poglejmo, kdo mu je napravil tako čudovito lepo srajčico. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici. Fran Levstik, Kdo je napravil Vidku srajčico? Živela je svoje dni uboga vdova, ki je imela 7 otrok, enega manjšega od drugega. Ali jesti so morali vsi? Od zore do mraka je morala mati služiti vsakdanji kruh. Le ob dolgih zimskih večerih je imela toliko časa in je sešila otrokom srajčice, da ne bi hodili goli po svetu. Vsak otrok je imel po eno srajčico. In ko bila starejšemu pretesna, jo je dobil vselej mlajši. Zatorej ni moglo biti drugače, kot da je najmlajši otrok Videk nosil zmerom tako tanke srajčice, da mu je sonce sijalo na golo kožo. Videk je bil deček komaj 4 leta star, zelo bistroumen, ter je imel posebno rad živalce in cvetlice. Kadarkoli je videl jagnje na paši, mu je brž začel nabirati najlepših rastlin. A ko je našel mladega ptička, ki je padel iz gnezda, ga je skrbno nesel domov. Pital ga je, dokler ni toliko dorastel, da je mogel zleteti. Še celo pajkov ni pobijal. Kadar je našel kje kakšnega pajka, ga je vselej nesel ven na trato, misleč si, uboga živalca tudi rada živi. Nekoč se mu je bila srajčica tako potanjšala, da mu je padla z ramena, a ker je bilo poleti in je mati pridno hodila na delo, mu ni utegnila sešiti druge. Zato je moral obošček skakati na pol nag. Nekega dne pa gre v gozd jagode nabirat. Ondi ga sreča jagnjiče. Na pol golo revše se mu zelo zasmili, zato ga vpraša: Kje ti je srajčica? Videk pa žalostno odgovori: Nimam nobene druge, kakor to strgano, a moja mati mi tudi ne utegne zdaj druge napraviti. Šele ko pride zima, bom dobil novo. To se ve, da popolnoma nova ne bo, ker take dobiva le moja najstarejša sestrica,
a moja bo le stara. Joj, kako rad bi imel vsaj eno novo srajčico. Zdaj pa mu jagnje reče: Be, o božec, smiliš se mi? Na, jaz ti dam nekoliko svoje volne. Be, od nje pa si napravi novo srajčico. Be. In jagnje si izpuli nekoliko volne ter jo da ubogemu dečku. Ko je šel Videk z volno mimo trnovega grma ob cesti, ga pokliče grm in ga vpraša: Kaj pa neseš, Videk? Volno za novo srajčico, odgovori Videk. Daj jo sem, da ti jo izmičem, mu reče grm. Videk mu da volno in grm mu je sem ter tja vijoč trnove veje izvrstno izmikal volno. Varno jo nosi, da se ti ne zmede, reče grm, ko konča svoje delo in poda volno veselemu Vidku. Zdaj ogleda Videk pajčevino in Pajka, ki je sedel v sredi in predel. Pajek pokliče dečka in mu reče: Daj mi volno, da ti jo osmukam in stkem. Že vem, kaj ti je treba. In Pajek začne pridno gibati svoje nežne nožice ter z njimi presti in tkati. Kmalu pa je natkal najlepšo in najboljšo tkanino ter jo izročil Vidku. Veselo hiti Videk dalje ter prispe do potoka, ob katerem je sedel velik rak. Tudi ta ga je takoj povprašal: Kam tako hitiš, Videk? Kaj pa neseš pod pazduho? Tkanino za svojo srajčico, mu odgovori Videk. Ravno na pravega si naletel, reče rak. Brž mi jo daj, da ti jo prikrojim. Videk mu jo da in rak mu s svojimi velikimi škarjami prav lepo prireže volneno tkanino v srajčico. Tako, spregovori rak. Zdaj pa ni treba drugega, nego da ti mati prirezane kose sešije in srajčica je narejena. Joj, vzdihne Videk. Mati ne utegne, da bi mi skoraj srajčico sešila. Potrpeti mi bo treba, da pride zima. A komaj to spregovori, prileti ptiček, ki je v kljunu imel dolgo nit. Tako jo spusti na tkanino ter zapoje: Jaz ti srajčico sešijem. Prav pridno je začel ptiček šivati in preden se je deček dobro zavedel, je bila srajčica narejena. Ves iz sebe od veselja takoj obleče srajčico in ogledujoč se v potoku veselo zavpije: Oj, zdaj imam srajčico, lepo novo srajčico. Komaj čaka, da bi bil že doma. Bratci in sestrice so ga debelo gledali in se čudili lepi srajčici. Tako lepe, mehke in bele, še nobeden izmed njih ni videl, niti imel. Tako, konec dober, vse dobro. In Videk je dobil prečudovito belo srajčico. Skoraj da takšna je bila kot tale, a ne? Zelo sem vesela, da sem z vami podelila novo slovensko pravljico in to v takšnem čudovitem okolju, ker mi veselo pojejo ptički in me še bolj navdihujejo k branju. Če si želite slišati še kakšno drugo pravljico, predlagam, da se prijavite na moj knjižni kotiček in kmalu bom spet z vami prebirala nove pravljice. Do takrat pa se lepo imejte in se kmalu vidimo. Čau, čau!